Tudi v Evropi je tradicija precej močna pri vzajemnih skladih, medtem ko Slovenija še nekoliko zaostaja za tem, saj je trenutno v lasti v Sloveniji v gospodinjstvih okrog 6% vseh finančnih sredstev, medtem ko je na ravni Evropske unije povprečje 10%. Gledamo makroekonomske kazalnike na ravni regije, na ravni posameznih držav in panog in nato definiramo pri izboru delnice. Po drugi strani pa pogledamo tudi posamezne delnice oziroma podjetja in se odločamo na podlagi tudi najnovejših trendov v industrijah in najnovejših tehnoloških rešitvah. Gledamo menedžment, gledamo vizijo podjetja, gledamo kazalnike, gledamo tudi vse ostale parametre, pa tudi parametre v smislu okoljevarstvenih in drugih zahtev. Kapitalski trgi od zadnje krize leta 2009 delujejo zelo dobro. To je posledica izredno dobre gospodarske rasti na svetovni ravni, to je posledica zagotavljanja likvidnosti centralnih bank in nižanja obrestnih mer, kar pomeni zelo ugodno okolje za delniške trge. Po drugi strani je tle pripomogla tudi Kitajska, ki postaja velesila s svojo res visoko gospodarsko rastjo v zadnjih letih. Kar se tiče navdihujočih zgodb, je zagotovo zgodba Appla, ki ga vsi poznamo, ki je postalo največje podjetje na svetu. Ampak zato pač moraš imeti neke vizionarje in to je Steve Jobs, ki je to nastavil, zagotovo bil. Tudi njegov naslednik zelo dobro vodi podjetje in mislim, da je ta zgodba še aktualna. Druga, bolj novejša zgodba je zgodba podjetja Tesla. Elon Musk, ki je ustanovil tudi podjetje SpaceX, ki je prvo zasebno podjetje, ki pošilja rakete v vesolje, je ustanovil tudi Teslo, ki je zelo uspešno podjetje, ki proizvaja električne avtomobile. Vedeti moramo, da trenutno poteka trend na področju avtomobilizma v smeri elektrifikacije in sedaj tudi vsa podjetja prihajajo v ta trend, ki na začetku ni kazal, da bo. Vedeti moramo, da prihajajo trendi na ravni digitalizacije, na ravni avtomatizacije, robotizacije in to v vseh segmentih. Kajti podjetja to izkoriščajo, da lahko pridobijo konkurenčno prednost in so potem konkurenčna in boljša od ostalih. To prihaja v vse ravni, v industrijo, v turizem, v avtomobilizem, povsod. Kdor to uporablja, bo bil uspešen in tle mi iščemo podjetja, ki skokovito rastejo. Tle so zagotovo neke nove zgodbe in neke nove priložnosti in mi smo tu zraven.